Naše krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Dr. Jagodič predstavlja srce lokalnega dogajanja. Območje vključuje Bistriški grad, Graslov stolp, nekdanji Minoritski samostan in Juhartov dvorec, ki bogatijo kulturno dediščino kraja. Naselja znotraj skupnosti povezujejo podeželski značaj, bogata zgodovina in močan občutek pripadnosti. Dr. Simon Jagodič je bil ugleden zdravnik iz Slovenske Bistrice, ki je s svojim strokovnim delom in predanostjo pustil pomemben pečat v lokalnem okolju. Njegov prispevek k razvoju zdravstvene oskrbe in skupnosti je bil tako velik, da so po njem poimenovali kar krajevno skupnost. Sem predsednik krajevne skupnosti Dr. Jagodič, Srečko Juhart. Nahajamo se pred mestno knjižnico Josipa Vošnjaka, ki je ena markantnejših zgrad tudi v našem mestu. V sosednji bližini je glavni mestni trg, ki je pomemben del naše krajevne skupnosti, kjer se dogajajo različni kulturni dogodki in podobno. Krajevna skupnost je velika približno 3000 ljudi, ali več, mogoče tudi kaj manj, vedno se spreminjajo številke. Zajema velik mestni del, če bi rekel bolj vzhodni del mesta, in pa vaške odbore, kot so Spodnja Nova vas, Cigovca, Videž in pa Prepoš. Podeželje, mesto kot mesto, vemo sami, je ogromno obrtnikov, velikih, malih, nekaj tovarn. Imamo občino, upravno enoto, policijo, sodišče, banke, trgovine, torej cel obrtni del doli. To si lahko predstavljamo, kako velika populacija oziroma kako veliko ljudi se vsak dan giblje oziroma migrira čez samo mesto. Naše vasi so pa pretežno kmetijske, živinorejske, poljedelske in pa sadjarske. Krajevna skupnost Dr. Jagodič zajema tudi staro mestno jedro Slovenske Bistrice. Več o gradu in zgodovini mesta nam je povedal Viktor Ajt, vodja vodniške službe Zavoda za kulturo. Krajevna skupnost Dr. Jagodič zavzema praktično skoraj celotno mesto Slovenska Bistrica, ki je zgodovinsko zelo bogato, saj spada med najstarejša mesta na Štajerskem. Tako tudi spada en del mesta, tako imenovano Gradišče, v kateri se prvič Bistrica kot trg omenja v začetku 13. stoletja, točneje 1227, ko je Leopold Babenberžan obiskal naše mesto. Sicer smo sedaj v enem najlepših prostorov v našem mestu, v Viteški dvorani Bistriškega gradu. Grad je bil vedno pravno gospodarsko središče, tako da v srednjem veku, kot vemo, so pač feudalci s temi svojimi fajdami nekako si izborili svoj prostor. Graščak je pa bil vedno lastnik in je živel v gradu, tako je bilo tudi z Bistriškim gradom. Nekako grad je poseben zaradi tega, ker je zgrajen v nižini, v mestu praktično. Verjetno zaradi tega, ker je pač začetek gradu bil vkomponiran v mestno grajsko obzidje, ki je prav tako obsegalo skoraj celotno področje, oziroma je obsegalo skoraj celotno področje krajevne skupnosti Dr. Jagodič. Tako je segalo nekako mestno obzidje od ob Grajski ulici, potem se je nadaljevalo Čopovi ulici dol do Vošnjakove ulice, od Vošnjakove ulice tovarne olja in nazaj do gradu. To je bila ta srednjeveška Bistrica, čeprav je pa mestna župnijska cerkev svetega Jerneja stala izven obzidja. Zdaj,
nekako grad kot tak se prvič omenja v 14. stoletju, čeprav zanesljivo lahko ugotavljamo, da je stal na tem mestu že neka utrdba prej. Takšno obliko, kot ima pa danes, je pa seveda dobil tam koncem 16. do sredine 17. stoletja. Res, da nekako te stavbe, ki jih danes vidimo tukaj v centru mesta, kot je recimo občina Slovenska Bistrica današnja. To je bilo nekoč sodišče, potem današnja upravna enota, katera je bila nekoč bila zgrajena za potrebe nemške meščanske šole, potem kasneje bila slovenska meščanska šola. Potem, naprimer, današnji kino, bila časih okrajna hranilnica. Vse te stavbe so nastale tam koncem 19. oziroma začetku 20. stoletja, ko so pač nekako hoteli pač Nemci z svojimi denarnimi sredstvi, ki so jih zbirali in pridobivali iz različnih virov, nekako pridobiti ljudi na svojo stran. Seveda vse to je potem prekinila prva svetovna vojna in po prvi svetovni vojni nekako nastane ta država SHS, kasneje Kraljevina Jugoslavija, v kateri potem postane seveda vse slovensko, tako da ta nemška meščanska šola postane slovenska meščanska šola leta 1923, kjer je danes upravna enota, se pravi 28. leta je dvignil drugo nadstropje. Vse te ulice preimenujejo drugače. Recimo današnja Kolodvorska ulica se je imenovala dr. Link Gase po enem farmacevtu, ki je živel tam koncem 19. stoletja v našem mestu. Potem center mesta, naprimer Rotoš je zelo pomemben tukaj, nekoč je bila mestna hiša, naj bi omenim samo to, da je recimo cesar Franc Jožef leta 1883 obiskal mesto. Dva cesara sta sicer obiskala mesto, eden je živel v začetku 19. stoletja, Leopold I, Franc Jožef pa je bil leta 1883, se je mislim 10. julija 1883 za nekje 1 uro ustavil v našem mestu, tako da je bil to zelo pomemben dogodek za meščane v tistem času. Potem Križnica današnja je bil včasih dvorec v lastništvu ene plemiške družine Pongrac, kasneje so bili tukaj lastniki družina Štiger, ki so bili tudi lastniki tovarna olja. In potem nekako preidemo preko mostu že v drugo krajevno skupnost Alfonza Šarha. Tako da ta v bistvu krajevna skupnost dr. Jagodič vsebuje res največ zgodovinskih podatkov za naše mesto. Krajevna skupnost dr. Jagodič se lahko pohvali z mnogimi znamenitostmi, ki jo delajo posebno, od posameznikov do aktivnih društev, ki s svojim delom bogatijo skupnost. Eno izmed teh je ribiška družina Slovenska Bistrica. Nahajamo se v krajinskem parku Natura 2000, kjer ima ribiška družina v lasti ribnik Videž. Ribiška družina je bila ustanovljena leta 1959. Naša družina ima v upravljanju zelo široko območje in zajema naslednje občine: Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Zreče, Oplotnica, Poljčane in Makole. V družini imamo 314 članic in članov, od tega je 50 članov mlajših od 18 let. Ribiška koča na ribniku praznuje letos 50 let, kakor tudi jaz imam letos 50 let ribiške družine. Skrbimo za urejeno naših voda in ostale infrastrukture. Financiramo se v glavnem s članarino iz dnevnih ribolovnih dolinic in vseh članov, ki plačujejo redno članarino, ter z pomočjo donatorskih sredstev. Lepo vabljeni na ribnik Videž in vas v imenu ribiške družine prav se pozdravljam. V krajevni skupnosti dr. Jagodič ima svoj sedež tudi Društvo kmetic Slovenska Bistrica in njihovi aktivi. Smo aktiv Slovenska Bistrica, eden izmed 9 aktivov, ki smo včlanjeni v Društvo kmetic Slovenska Bistrica. Letos smo obeležili 40 let delovanja. Začetki, kot smo slišali od prejšnjih predsednic, so bili dokaj težki. Prva predsednica je bila gospa Martini iz Cigonce.
Takrat so se razne dejavnosti dogajale na Cigonci, kjer so pač tudi finančno rabile plačati ta prostor, zato so bili dokaj težki časi. Potem je gospa Bera prevzela predsedništvo in te razne aktivnosti so se dogajali v njeni hiši, tako da je spet bilo težko. Pol je bila še gospa Lepej iz Slovenske Bistrice, nato sem prevzela jaz, kar vodim že 12 let. Tu nam je zdaj res omogočeno, da lahko pač imamo razna kuhanja. Ta kuhinja res veliko pomeni. Članic v našem bistriškem aktivu nas je 30, od tega najstarejša, ki šteje 95 let, najmlajša 30, se vključujejo še mlade, smo zelo vesele vsake, ki pride zravno. Predvsem vedno povemo, da je treba biti aktivn, to ni samo članarina, ki jo plačaš od začetku 10 evrov, ampak je potrebno, da se dela. Smo na raznih prireditvah, kot so božični sejem, martinovanje, potem podobe bistriških domačij. Delamo pa razne kanapeje, potem z pecivi se predstavljamo. Tako smo velikokrat že delale za društvo Brusnica, potem Zveza borcev, potem je bila Zveza častnikov, Ljudsko univerzo. Posod smo dobile dobre povratne informacije, da so pač bili zadovoljni. Na to knjigo smo zelo ponosni. Tudi naše članice so aktivno sodelovale pri izdaji te knjige, ki je bila pa resnično zelo iskana, tako da smo ponatisnili še dodatnih 1000 knjig, kar je pa res velik uspeh. Hvala, da ste se sprehodili z nami skozi krajevno skupnost Dr. Jagodič. Upamo, da ste uživali in da vas pot kaj kmalu spet zanese nazaj. Se vidimo! Naše krajevne skupnosti.